pred odhodom na pohod vedno pustimo v enoti sporočilo, kam se odpravljamo in kdaj se vrnemo, da bi nas lahko iskali v primeru, če se ne bi pojavili na predvidenem cilju. Za take primere je dobro, da vemo, kako pritegniti pozornost helikopterja, letala ali reševalcev na tleh. S tem jim bomo olajšali delo in mogoče rešili tudi življenje nekomu, ki se zaradi poškodbe ne more premikati. Z dimom ali ognjem lahko v naravi dokaj točno označimo svoj položaj. Barvne dimne signale pa prihranimo do takrat, ko se helikopter pojavi v bližini. Zvočni, svetlobni ali dimni signal za klic na pomoč oddamo 6-krat v minuti z vmesno 1-minutno prekinitvijo. Signale oddajamo, dokler ne dobimo odgovora. Odgovor na klic za pomoč je signal oddan 3-krat v minuti. Signaliziranje z zrcalom je že ob šibki sončni svetlobi zelo učinkovito, ker povzroči še na nekaj kilometrov močan odsev. Z iztegnjeno dlanjo pomerimo proti cilju, tako da imamo vozilo ali helikopter med palcem in kazalcem. Zrcalo usmerimo proti soncu in prenesemo odsev na dlan. Odboj svetlobe nato usmerimo proti cilju in zopet nazaj na dlan. Svetlobo pošiljamo preko kabine vozila ali helikopterja v kratkih presledkih, ker blesk lahko zaslepi pilota. Pozornost lahko pritegnemo tudi tako, da na tla razgrnemo astronavtsko folijo ali pelerino. S kamni lahko izpišemo na tla mednarodni znak SOS ali Mayday. Črke morajo biti velike vsaj 2 metra zaradi boljše vidljivosti iz zraka. Za lažje sporazumevanje s helikopterjem ali letalom obstajajo tudi mednarodno dogovorjeni znaki, s katerimi sporočimo svoje težave. Znak I pomeni, imamo resno poškodbo in potrebujemo zdravniško pomoč. S trikotnikom označimo mesto možnega pristanka helikopterja. S puščico nakažemo smer našega premika. A pomeni da in N ne. Dvojni L je sporočilo, da je vse v redu. Helikopterju signaliziramo za pomoč z dvignjenimi in razširjenimi rokami. Če helikopter kroži okrog nas in ne potrebujemo pomoči, mu to sporočimo z znakom ne. Izogibamo se nekontroliranemu mahanju z gibi, ki pilotu ne povejo ničesar. Naj vas na koncu opozorim, da vse te znake uporabljamo res samo v skrajni sili, da ne bo prihajalo do nesporazumov in nepotrebnega aktiviranja reševalcev. Na zahtevnejših urjenjih posamezne enote prebijajo v gorah tudi več dni brez posebne dodatne opreme. Tako so prisiljeni preživeti v vseh vremenskih pogojih, tudi preko noči s tistim, kar nosijo v nahrbtniku. Njihove izkušnje bodo morda koristile tudi vam. Za neprostovoljno bivakiranje na prostem si zapomnite 3 zlata pravila preživetja. Na vsak način morate ostati suhi, ohraniti telesno temperaturo in preprečiti dehidracijo. Izbira prostora za prenočevanje je življenjskega pomena. Bivak mora biti varen pred udarom strele, padajočim kamenjem in hudourniškimi vodami, ki odtekajo v grape in soteske. Izgradnja solidnega bivaka iz skal ali vejevja velikokrat ne pride v poštev zaradi pomanjkanja časa in materiala. Če v bližini ni naravnega zavetja, si zagotovite streho nad glavo s pomočjo pelerine. Dokler ne potrebujete stvari iz nahrbtnika, jih pustite zapakirane, da boste v vsakem trenutku vedeli, kje so. Pa še pripnite ga za vsak slučaj, da se ne skutali v globino. Vojaška enota ali večja skupina bo gradila več bivakov na večji površini. S plezalno vrvjo jih povežite med sabo, da po noči ne zaidete in preprečite padec. Za pripravo ležišča izkoristite vse, kar imate pri roki, od drobnih vejic, listja, suhe trave do nahrbtnika, vrvi in podobno.
Z obilnejšim obrokom si ustvarite dodatno zalogo energije in s tekočino preprečite dehidracijo, posredno pa tudi podhladitev. Premočena oblačila slecite šele, ko je bivak pripravljen. Ne pozabite, da lahko pride do podhladitve tudi poleti pri temperaturah nad 0 stopinj. V hladnem vremenu in v visokogorju oblecite vsa suha oblačila in pri tem ne pozabite na toplotno zaščito glave. Najtežji so bivaki, ko šele v trdi temi ugotovite, da ne morete nikamor več. Če odpove še baterijska svetilka, ni ravno veliko možnosti za izbiro primernega zavetja. V takih primerih se zavarujte pred mrazom z vso obleko, ki jo imate. Poleg tega razrahljajte vezalke na čevljih, preobujte vlažne nogavice in noge vtaknite v nahrbtnik. Takole bo noč zelo dolga in v slabem vremenu kar velik preizkus vaše psihične pripravljenosti. Zato se takšnim doživetjem raje izogibajte. V Sloveniji je povprečno kar 40 nevihtnih dni na leto, predvsem v spomladanskem in poletnem času. Najbolj nevarna spremljevalka neviht je seveda strela, ki vsako leto ubija v gorah, dolinah in gozdovih. Pred njo smo dejansko varni samo v hišah s strelovodom in avtomobilu, vse drugo je večje ali manjše tveganje. Strela najraje udari v izpostavljena mesta in štrleče predmete. To so vrhovi gora, grebeni, osamljene gmote, sedla in prevali ter osamljena drevesa. Med drevesi so najbolj nevarni hrast, bor in topol, manj pa jelša, beli gaber, kostan in bukev. Strelo privlačita tudi vlaga in kovina. Zato so nevarne vodne grape, vlažne zajede, mesta porasla z mahom ter klini in jeklenice, ki delujejo kot strelovod. Nevarni so tudi odprti in ravni predeli, jarki in manjši previsi pa zaradi močnih zemeljskih električnih tokov, ki nastanejo po udaru strele. Nevihte najbolj pogosto nastanejo spomladi in poleti, ko se zrak močno segreje. Soparno ozračje in kopasti oblaki s temnim vznožjem in razcefranimi robovi so prvo opozorilno znamenje. Oddaljeno grmenje je že resno opozorilo na nevarnost. Če med bliskom in gromom preteče 10 sekund, je nevihta v minuti ali dveh že lahko nad nami. Velika nevarnost nam preti, če zaidemo v naelektreno ozračje. Lasje takrat stojijo pokonci, sliši se nekakšno šumenje, prasketanje ali brenčanje. Prijem za žico zaskeli, na robovih kovinskih delov pa opazimo modrikaste iskre, tako imenovani Elijev ogenj. V naelektrenem ozračju odpove tudi kompas, ko igla dobesedno podivja. Če se le da, se takšnim situacijam izognemo, zato upoštevamo naslednje. Redno spremljamo vremensko napoved in vremenske pojave v naravi. Ker so nevihte najbolj pogoste v popoldanskih urah, temu ustrezno načrtujemo turo, ki jo začnemo zgodaj zjutraj. Že opoldne oziroma zgodaj popoldan se umaknemo z vrhov in izpostavljenih grebenov. Najbolje bo, če smo takrat že v koči ali dolini. Če nas je kljub vsemu ujela nevihta, ukrepajmo hitro, vendar brez panike, da ne bo prišlo do zdrsa ali padca zaradi neprevidnosti. Zapomnimo pa si naslednje. Takoj se umaknemo z vrhov in izpostavljenih grebenov. Ne dotikamo se klinov in jeklenic. V skupini povečamo razdaljo med posamezniki.
Jame in previsi so varni le tedaj, če so dovolj veliki. Umaknemo se od vhoda stran tako, da so strop in stene oddaljeni vsaj 3 metre. Če je do koče ali zavitišča predaleč, poiščimo posamične zaklone na prodnatih tleh vsaj 15 metrov stran od stene, izven upadnic padajočega kamenja. Kovinske plezalne opreme in orožja ne mečemo stran, ampak jih odložimo vodoravno na tla, nekaj metrov stran od sebe. Zelo pomembna je naša drža v zaklonu. Najbolj varno je, da počepnemo z nogami skupaj na vrv ali na hrbtnik, z rokami objamemo kolena in sklonimo glavo. Pokrijemo se z bivak vrečo, pelerino ali astronavtsko folijo. Zaščita pred mrazom in vlago je zelo pomembna, da preprečimo kasnejšo podhladitev. Da ne postanemo prevodnik električnih tokov, se izogibajmo ležanju na tleh ter opiranju na steno, cepin ali orožje. Pri neposrednem udaru strele gre velikokrat le za navidezno smrt zaradi izgube zavesti ter zastoja srca in dihanja. V takem primeru takoj začnemo z umetnim dihanjem in masažo srca ter hkrati pokličemo pomoč. Gorski svet zahteva izurjene in primerno opremljene obiskovalce. Posledica neupoštevanja teh pravil, vremenskih razmer ali napake posameznika so žal tudi nesreče. Zato bomo danes spremljali usposabljanje pripadnikov gorskih enot in Gorske šole Slovenske vojske na temo, kako ukrepati ob nesrečah v gorah. Vsaka nesreča se zgodi nenadoma in je za vse udeležence večji ali manjši šok. V prvem trenutku je zato pomembno, da imamo v glavi določene avtomatizme, ki nam narekujejo, kaj nam je storiti. Vodja izleta oziroma najbolj izkušen član skupine mora poskrbeti, da ob nesreči ne pride do panike in razbitja skupine. A vas kaj boli? Hrbet? Bomo poskrbeli za vas. Pri nudenju prve pomoči upoštevamo osnovno pravilo. Nikakor ne smemo sami poslabšati stanja ponesrečenca. Če je poškodovani pri zavesti, se z njim pogovarjajmo in ga umirimo, da ne pride do šoka. Če obstaja najmanjši sum hujših poškodb hrbtenice, poškodovanega ne premikamo do prihoda zdravnika, ampak ga zavarujemo pred dežjem, mrazom, udarom strele, padajočim kamenjem in hudourniki. Zalog, tukaj je Bled 1, sprejem. Ja, zalog na zvezi, sprejem. Istočasno čimprej obvestimo o nesreči gorske reševalce preko centra za obveščanje na telefonsko številko 112 ali pošljemo 2 izkušena člana skupine v najbližjo planinsko postojanko z naslednjimi podatki. Kdo poroča ter kje in kdaj se je zgodila nesreča. Vrste poškodb in število poškodovanih. Osebni podatki poškodovanih. Do sedaj izvedeni ukrepi in vremenske razmere na kraju nesreče. Ja, nahajam se na Češko kočo. Če pred prihodom helikopterja še ni reševalcev, mesto nesreče označimo tako, da se postavimo v položaj Y z živobarvnim kosom oblačila v rokah, ki bo pilotu nakazal smer in jakost vetra. Ob prihodu reševalcev smo dolžni dosledno upoštevati navodila vodje reševanja. Če v naši bližini pristaja ali lebdi helikopter, že predhodno zapremo vse žepe nahrbtnika, snamemo kapo z glave in poskrbimo, da so vsi kosi opreme, še posebej obleka, varno spravljena v nahrbtniku. Ob nesreči ne smemo pozabiti na ostale člane skupine, ki niso zaposleni z reševanjem. Izkušen gornik naj bo pozoren predvsem na tiste, ki se jih loteva strah, panika ali malodušje. Skuša naj odvrniti pozornost od poškodovanca s tem, da jih zaposli. Če so premočeni, naj se preoblečejo in pripravijo za povratek v dolino. Vodjo pohoda po končanem reševanju čaka zahtevna naloga varnega povratka. Če meni, da te naloge ne bo zmogel,
je dolžan prositi za pomoč gorske reševalce, ki bodo poskrbeli za dodatno varnost. Biti pripravljeni tudi za primer, če bomo morali ukrepati sami. Izven poti bo že malo težja poškodba noge, nenadna bolezen ali oslabelost zahtevala nošnjo. Če nimamo sabo nosil, bomo uporabili tisto, kar nam je trenutno pri roki. Pri izdelavi se držimo 4 načel. Sedež ali nosila morajo biti trdna, preprosta, udobna in lahka. Ob lažjih poškodbah izdelamo preprost sedež iz nahrbtnika, meter dolge palice, nekaj obleke in pomožne vrvice. Palico, ovito z obleko ali ležalno podlogo potisnemo skozi naramnice nahrbtnika. Poškodovanega držimo za roke ali ga privežemo nase s pomožno vrvico. Ta način uporabljamo na ozkih stezah. Pri hoji na okreber si pomagamo z vrvjo, ki jo drugi reševalec vleče preko škripca po hribu navzdol. Na širših poteh bosta lažje nosila 2. Zato potrebujemo 1,5 metra dolgo palico, ki jo potegnemo skozi naramnice 2 nahrbtnikov. Poškodovanega posedemo v sredino in ga primemo z obema rokama. Vrv je prav tako dober pripomoček za izdelavo sedeža. Izbrali smo 3 najbolj pogoste načine nošenja. Za krajši sedež zvijemo vrv v 70 cm dolge zanke, na koncu trdno povijemo in zadrgnemo. Zanke razdelimo na 2 enaki polovici. Poškodovanega namestimo v sedež in poravnamo pramene. Pri daljšem vrvnem sedežu so zanke dolge približno 1,5 metra. Prednost tega načina je, da imamo poškodovanega trdno na hrbtu in si z rokami lahko pomagamo pri hoji. Tretji način je sicer zelo udoben za nošenje, vendar moramo poškodovanega držati za roke, da ne pade. Ob težjih poškodbah moramo opraviti transport poškodovanca v ležečem položaju. Zato bomo izdelali preprosta in trdna nosila iz vrvi in 2,5 metra dolgih palic. Palici položimo vzporedno v razdalji 50 cm. Na polovici vrvi naredimo zanko in jo nataknemo na eno in nato še na drugo palico. Vrv prekrižamo in nadaljujemo z natikanjem navzgor obrnjenih zank, da se ob obremenitvi pravilno zategnejo. Za večje udobje pogrnemo na nosila ležalno podlogo. Poškodovanega privežemo na nosila s preostalima koncema vrvi. Nosila nosijo 4 ali 2 reševalca. Za lažje nošenje in razbremenitev rok zataknemo nosila za naramnice nahrbtnika. Z urjenjem tega, kar smo vam danes pokazali, lahko koristno popestrite izlet, šolo v naravi in seveda tudi usposabljanje v enotah Slovenske vojske. Upam, da ne, vendar vam tudi te veščine lahko še kako prav pridejo.